Pozdravljeni. Vem, da je že pozno in da ste že od 9 tu in jaz se spomnim, kako je bilo v osnovni pa srednji šoli, da smo bila cele dopoldneve sedeti in vem, da zna biti včasih zoprno. Jaz sem Zara, sem iz založbe Vigevage knjige. Pardon, ful si zmejam. Našo založbo verjetno že poznate, bolj ali manj. Bom pa danes ne toliko predstavljala naše prihodnje izdaje, torej ne bom kot predstavljala leta, ki pride, ampak v bistvu, kaj delamo, zakaj to delamo, kaj smo do zdaj naredili, predvsem zato, ker se nam zdi pomembno, da še enkrat izpostavimo pravzaprav spremembe v zvrsti risoromana, v zvrsti stripa, in kam se je sama zvrst premaknila in zakaj je v končni fazi pomembno, da so tudi naše knjige v knjižnicah. Kolegica Jerica vam je razdelila tudi nekatere naše knjige, da jih lahko pobrskate, polistate, da dobite tudi malo občutek, kako je knjiga v fizični obliki. Torej, mi smo začeli leta 2013. Prvo knjigo smo izdali začetek leta 2015, letnico 2014, predvsem zato, ker smo imeli lastno financiranje. In do leta 2018 smo v bistvu funkcionirali z lastnimi vložki, 2018 smo pa potem dobili prvo sofinanciranje. Od začetka smo že specializirani za risoromane in stripe. Do zdaj smo izdali 69 naslovov, oziroma 68 naslovov in pobarvanko, od tega pa 7 originalnih slovenskih del, torej 7 del slovenskih avtorjev. Prevajamo iz nemščine, angleščine, francoščine, japonščine, norveščine, švedščine, španščine, češčine, hrvaščine. Ena knjiga je pa zdaj v delu in je iz finščine. Tako da se res trudimo, da ne samo da zastopamo ta standardni, recimo temu stripovski, francosko-belgijsko-nemški prostor ali pa američane, ampak zastopamo tudi manj znane avtorje, manj znanih držav, naprimer. Izdali smo nedolgo nazaj knjigo Brez las iz češčine. O njej bom še tudi malo več povedala kasneje. Evo, to smo na kratko mi. To je naša ekipa, tam 7-8 članov, varira. Glede na ekipo smo dosti majhna založba, sam se ne damo kar tak. Torej, kakšne knjige izdajamo in kako jih izbiramo? Pri nas je v bistvu tako, da ne gledamo zgolj na prodajljivost. Pomembno se nam zdi, da izdajamo tudi knjige, za katere vemo, da se ne bodo nujno noro dobro prodajali, ali pa da ne bodo knjižnice lih noro navdušeno skakali po njih. Zavedamo pa se, da so to avtorji, ki jih rabimo tudi v našem prostoru, ki jih je pomembno prevajati, zato ker so njihova dela res kvalitetna. In zdi se nam pomembno, da imajo bralci v slovenskem prostoru tudi knjige, ki ne prinašajo 100.000 evrov, ampak so res kvalitetne. Torej, izdamo nekje 6 do 13 knjig na leto, številka varira tudi glede na ponatise in glede na količino sofinancerjev, ki jih pridobimo, oziroma denarja, ki ga pridobimo. Segmenti, ki pa jih starostni segmenti, ki jih pokrivamo, so pa otroci, mladi odrasli in odrasli. Torej, trudimo se pokriti celoten spektr naše družbe. Ker imamo omejeno število izdaj, seveda več veste, koliko je velika ekipa, se vedno trudimo z izborom knjig pokriti vse segmente. Torej, da vsak segment dobi na leto toliko in toliko novih, svežih knjig. Torej, izdali smo, če začnemo pri otrocih, izdali smo kartonko za malčke, potem smo pa v bistvu začeli izdajati serije. Serije, kot verjetno poznate Škatlo, poznate Ariola, Akisi, Kurta. Torej, pri Škatlu smo zdaj izčrpali, če temu lahko tako rečem, čeprav vas v 2025 čaka kar eno fajn presenečenje Patrika Virbelajta, avtorja Škatle, ki bo pri nas izdal z Ulfom K eno simpatično novo delo, ki se bo dogajalo v Ljubljani.
delovni naslov je pa trenutno Inštitut za nadnaravno arheologijo. Nekaj sem videla skice, pa sem čisto navdušena, ker je dejansko v Ljubljani. Torej, pri serijah Akisi, Ariol in Kuarte pa izhajajo serije oziroma knjige vsako leto ena. Torej, pretežno 3 serije v letu. Seveda izdamo za otroke tudi posamezne naslove, kot je na primer Človek gora. Res pa je, da smo ugotovili, da serije otroke nekaj dlje držijo v branju, zato ker se tudi tisti, ko so mogoče malo starejši, pa je mogoče za njih zgodba malo preenostavna, se kar vračajo zaradi neke nostalgije, zato ker jih zanima, kaj se s karakterjem dogaja. In se nam zdi to en dober tak potek, oziroma držanje bralcev čim dlje v domu mlade odraslosti, zato ker tam se pa pojavi problem. Tam se pojavi problem predvsem zato, ker mladi med 13 in 18 letom nehajo brati. Jaz jih pa eni strani razumem, zato ker je tak je, zdaj govorimo o branju pismenosti, pa bom angleško besedo uporabila, pardon, ampak tak je overwhelming. To je vsega takrat, da enostavno upade branje. Ampak še večji problem je v tem, da mladi odrasli, ki ne berejo, postanejo odrasli, ki ne berejo. In opažamo stalno bolj, tudi v končni fazi s finančno krizo, ki se zdaj dogaja, da starši, sploh na kakih sejmih, kjer pač veliko delamo z njimi, kupujejo predvsem knjige za otroke, tudi sposojajo, izbirajo knjige za otroke, kar je super, otroci morajo brati, ampak ne smemo pozabiti tudi na starejšo populacijo, tudi v končni fazi mi moramo brati. Torej, kje tu pride na vrsto risoroman oziroma strip? Oziroma bom najprej pojasnila razliko, to so Molički pri nas knjigarni, včasih jih kakšna šola pripelje na obisk. Torej, najprej, kaj je risoroman, kaj za Boga je strip in kakšna je razlika? Strip je zvrst. Strip je zvrst, kot je zvrst, na primer, novela, roman, medtem ko je risoroman podzvrst. Strip je kot zvrst zelo živa, zelo veliko se dogaja na tem področju in posledično se tudi podzvrsti precej množijo. Ena izmed bolj znanih podzvrsti poleg risoromana je na primer manga, japonski stil, ali pa erotični strip, ali pa Marvel serije, ki so herojski stripi. Ampak, odkot beseda risoroman in zakaj? Mi smo besedo risoroman pravzaprav skovali, zato ker nismo želeli direktnega prevoda grafični roman, ki izhaja iz angleške besede graphic novel. Grafični roman se nam zdi izraz, ki je pravzaprav na nek način okorn in je v bistvu kalk. In se nam je risoroman potem zdel nek boljša beseda za uporabo te podzvrsti. Z veseljem sporočam, da je beseda bila 2018 nominirana za besedo leta in se od leta 2018 toliko uporablja in je toliko prepoznavna, da je v bistvu zadostila sem pogojem za SSKJ, tako da se ful navijamo, da bojo malo na novo natisnili SSKJ. Torej, zakaj so risoromani pomembni pri dvigu bralne pismenosti, oziroma zakaj morajo tudi knjižnice imeti stripe in risoromane? En izmed ključnih segmentov je, da je naš svet trenutno zelo vizualen. Greste po ulici in vas v bistvu vizualni podatki napadajo od povsod. Plakati, telefončki, televizije, reklame, še v avtobusih so reklame, pa horoskopi, pa ja. In s tako močno vizualnega sveta je zelo težko iti v ravne vrstice. Zato, ker enostavno niso toliko, ne dajo toliko tak hiter. In zato je strip en tak zelo dober v bistvu most med popolnoma vizualnim svetom, v katerem živimo, in potem je strip vmes, ki vsebuje besede, vsebuje črke, vsebuje tematike, pač ima neko vsebino, ni zgolj nek zasip z vizualnim, in potem so tu romani, novele in drugo v bistvu linearno čtivo s črkami.
Zato se nam zdi strip in risoroman v bistvu en tak most, en tak korak iz tega, da nič ne beremo, ok, beremo nekaj, kar nam je mogoče v trenutku bližje, ker je bolj vizualno in potem gremo naprej. To pa ne pomeni, niti slučajno, da je strip nekaj, kar je preprosto, nekaj, kar je simple, nekaj, kar je za mimogrede. To bomo potem tudi pokazala še v kasnejših primerih. Torej, ker strip povsem vsebuje tudi besede, tudi črke, nam je zelo pomembno, da so naši prevodi, da so naši prevodi, da je naš jezik, ki ga uporabljamo, kvaliteten. Pomembno je, da kljub močni vizualni podobi, da je besedilo pravilno prevedeno, da je velikokrat korigirano, da je dobro lektorirano. In tukaj ne odstopamo. Zato delamo predvsem z najboljšimi slovenskimi prevajalci in prevajalkami, kot so na primer Suzana Konsult, Pižama, potem Mita Pahor, Vesna Velkovrh-Buhilica, Mojca Kranj, Saša Rele, iz japonščine, na primer, je našo mango prevajal Istok Ils, ker nismo želeli prevajati direktno z angleščine, ker se nam je zdelo prav, da prevedemo iz japonščine, ker je to japonsko originalno delo. Potem Katja Šaponič, za katero ste verjetno slišali, Liza Linde, tudi Peter Svetina iz češčine. Evo, tudi odrasli naše knjige kupujejo na srečo. Se pa v bistvu tudi pri izbiri, pri tem, da na kak način privabiti v bistvu bralce, zavedamo predvsem tega, da ne živimo v enem mehurčku. Ne živimo v vakuumu, mi kot založba želimo biti aktiven del sooblikovanja družbe in zato izbiramo tudi naslove, ki se ukvarjajo recimo, da s tabu tematikami, s tematikami, o katerih se pri nas ne govori, ker nam je neprijetno, ker ne pridejo v poštev. Tudi zato, ker si želimo reprezentirati manjšine s svojimi deli. In tu so trije primeri, naprimer na prvi vidite knjigo Brez glas, to je ena izmed soavtoric, Tereza, ki govori o alopeciji. Nismo še imeli take knjige o alopeciji pri nas in prav je, da ljudje vejo tudi kaj o tem. Potem Bez imena, ki govori o spolnem nasilju, Bez imena avtorica Nina Bunjevac. In potem Poli. Poli je izšla konec lanskega leta in govori o interspolni osebi in pravzaprav življenju interspolne osebe, kak se najde, kak raziskuje svoje spolno življenje, kak se dojema v družbi. In zanimiv, mogoče vsaj meni zanimiv podatek je, da ko smo iskali nekoga, da bi imel pri nas v knjigarni debato v knjigi, imamo v vsaki knjigi debato, za to knjigo nismo našli sogovornika. Zato, ker je ta tabu ali pa ta sram ali pa to nerazumevanje družbe še vedno tako zakoreninjeno. In to je en izmed razlogov, zakaj je lahko strip tako dober pomagalec pri razlaganju takih tematik. Zato, ker v bistvu podpre in vizualno in tisto miselno oziroma besedilno raven. Zdaj pa, kakve so vsebine risoromanov? Torej, nimamo samo herojskih, nimamo samo, ne vem, sem pozabila vse, kar vas je veliko bralo, verjetno, ko ste bili mladi, ali pa rečemo, nimamo samo Garfielda. Zvrst stripa se je v zadnjih letih v bistvu tako razvila in davno preskočila neko mejo tega trivialnega WC čtiva na mehkih platnicah oziroma na teh šuškavih, revijastih platnicah. To je pase. Zdaj v bistvu mi smo izdali, naprimer, tam vidite Jezdeca pa Izgubljeni raj. Izgubljeni raj je predelava Miltonovega Izgubljenega raja in je besedilo skoraj popolnoma neokrnjeno. Potem je Jezdec Teodorja Štroma, vedno mešam ali Štorm ali Štrom, se upravičujem, ki ga v predelavi, ki je tudi v bistvu klasično besedilo predelano v risoroman.
Potem Magnet, ki je detektivka, taka napeta detektivka, vizualno strašno močna in zelo napeto zgodbo. In prej sem omenjala Človeka za nobeno rabo, mango, ki jo je prevajal Istok Ilc iz japonščine, torej stripovsko podzvrst, ki se bere od zadaj naprej. Potem znanstvena fantastika, Ugljik in silicij, ali pa mogoče celo kakšna satira, cinika Ralfa Königa. Ralf König je izdal trilogijo Prototip, arhetip, antitip, ki so v bistvu vsi satira na svetopismo. Potem tukaj je Blast je detektivka oziroma kriminalka v tetralogiji, to listih iz prvega dela. In potem Rdeča roza. Zakaj je ta knjiga tako pomembna? Ja, vse je sam en strip. Od Roze Luxemburg nimamo skoraj nič prevedenega. Koliko se jaz spomnim, koliko sem jaz gledala, imamo prevedena pisma, pa še tisto je zelo star prevod. Filozofija Roze Luxemburg v slovenščini praktično ni. Ja, in zakaj ta knjiga? Zakaj je ta knjiga pomembna? Zato, ker je marsikdo pri nas kupil kot uvod v filozofijo Roze Luxemburg in kot uvod v življenje in delo Roze Luxemburg. Mimogrede, knjigo je naročila založba Verso. Prav naročila je pri Kate Evans in ko so jo delali, so rešili faktično. Knjiga ima ne vem koliko strani, od zadaj opomb, prevodov, razlag, odkot je kaj vzeto. Zato je ta knjiga tako pomembna. In to je to, kar hočem povedati, ko pravim, da je risoroman že davno prestopil tisto mejo trivialnega WC čtiva. Potem imamo pa različne likovne stile, zato ker pač ni vsakemu vse všeč. In dobro je, da ti je tudi likovni stil všeč tega, kar bereš. To je na primer knjiga Samo mi smo Morica Lindarta, mislim, da kroži okrog tudi, ki ima zelo tak tehnični stil. Potem Žabci, Dore Kaštron. Dora se je tukaj vrnila v čisto v začetek stripa, kjer je strip izhajal v bistvu kot kratke pasice v časopisih. Potem je Tu brez las, iz češčine je prevedel Peter Svetina, to je knjiga, kjer sem govorila o alobiciji prej, knjiga, ki v bistvu povzame življenje Tereze, to je Tereza drugače, in na nek način tudi pouči in poduči o alopeciji, zakaj je pomembno, da se ve o njej, kaj se dogaja. Ne na poenostavljen, ampak na nek tak bolj mogoče prijazen način. Knjiga ni slučajno kot taka, ni enostavna, je pa mogoče bolj prijazna bralcu, zato ker se prepleta biografija in neka razlaga. In potem Poli, da še vidite, kako noc gleda, ne vem, če je prišla zraven, ki ima kolegica, kako zgleda noc. Potem kot pes Daniela Žežlja, to je naša prva letošnja izdaja. To je mešanica, če smo prej govorili o Izgubljenem raju pa o Jezdecu, je to mešanica Kafkovega Gladovalca in drugih zgodb. Tako da je tudi na nek način predelava oziroma dodelava klasičnega dela. Slovenci, Gašper Kajnc, druga knjiga, Vaške ptice. Zanimivo je mogoče tudi, da je knjiga skoraj cela v koroškem dialektu. Zdelo se nam je pomembno, da je v koroškem dialektu, ker se cela dogaja na Koroškem. Cela se dogaja na Koroškem v času, ko so govorili še tisti koroški dialekt in prav je, da je v koroščini. Pa naprimer potopis oziroma opis življenja na poti, rečemo temu. Katarina Šemej, ki je šla za 1 leto na Sumatro in je tam v bistvu pisala o tem, kako dojema prostor, kaj se dogaja, katere stvari so fajn, katere so nenavadne. Tako da v bistvu, kot vidimo, zvrst risoromana ponuja ogromno nekih tematik, ogromno različnih zgodb in ni tako, da prebereš enega, rečeš, ni mi všeč,
pa ne bereš več. Saj tudi roman ti ni vsak kul, saj tudi novela ti ni vsak kul. Prej sem omenjala, da zelo veliko pozornosti posvečamo kvaliteti naših del. Absolutno se lahko pohvalimo, ali pa se vam zahvalimo, da so vsa naša otroška dela do zdaj dobila nalepko Zlata Gruška oziroma označbo Zlata Gruška, dve pa tudi veliki priznanji Zlata Gruška. Ena je leta 2021 za prevod dobila knjiga Ana in Froga Bičigumi, drugo pa je lani za izvirno slovensko delo prejela knjiga Tike Šovkost pod drva. Ker smo zelo ponosni tudi na naše prevajalce in prevajalke. Naj omenim, da je Katja Šaponič leta 2020 dobila Noguejevo nagrado za svoje prevode iz francoščine. Izpostavili so dela, kot je Neustrašne, potem Katarza in Oto uzrti človek. Tako da res stojimo na stališču, da naši prevodi morajo biti kvalitetni, zato ker se zavedamo pomembnosti jezika, pomembnosti kvalitete uporabe jezika. In potem leta 2019, ko je knjiga Vinjete straholjubca dobila v bistvu naziv knjiga leta na SKS-ju. Torej, družbena odgovornost, že ves čas govorimo o tem, kako je pomembno, da ljudje berejo. Mi se v bistvu zelo dobro zavedamo, da bralno pismenost gradimo skupaj, vi in mi, knjižničarke in knjižničarji, knjižnice in mi. In mi vemo, da brez knjižnic ni nič, svet ne obstaja, zato ker do knjige mora imeti dostop vsak, ne glede na to, odkot je, ne glede na to, koliko ima denarja, ne glede na to, v bistvu, koliko je izobražen. Do knjig mora imeti dostop vsak. In za tem zelo trdno stojimo. Zavedamo se, da moramo s knjižnicami sodelovati, da stremimo k istim ciljem, da moramo biti tu na nek način zavezniki. Vemo tudi, da je strip v zadnjih nekaj letih, v zadnjih recimo 10 letih, strašno poskočil v svoji raznolikosti, raznovrstnosti in da tudi knjižničarke in knjižničari ne uspete vedno slediti vsemu, kar se dogaja. Saj ne morate, koliko je različnih zvrsti in podzvrsti knjig, ne morate vsemu slediti. Zato bi rada izpostavila, da smo pripravili delavnico izobraževanja knjižničark in knjižničarjev o žanru risoroman, o žanru tudi zato, da bi vi lažje brali, boljše brali risomane in tudi zato, da bi jih potem lažje svetovali drugim. In ful smo veseli, da se je v bistvu od 10 OOK-jev 9 OOK-jev odločilo in se je prijavilo projekt in bojo v bistvu pripravili, organizirali delavnice. Delavnice bo povodila naša glavna urednica Anja Zagolob. Za knjižnice imamo seveda tudi popust, se pravi, stremimo k istemu cilju. Pomembno nam je, da so naše knjige v knjižnicah in pomembno je, da niso na zadnji polici pri WC-ju, ker strip ni več trivialno WC čtivo, to smo ravno kar videli. Ker pa se nam ne zdi vedno dovolj, da so samo knjige in ker vemo, da če sem knjigo daš na polico, ni nujno, da bo kdo prišel in to knjigo dejansko vzel z police, smo se aktivno spravili k sodelovanju s knjižnicami in smo pripravili do zdaj 2 predstavi. Ena predstava je Ana in Froga, po Skruško nagrajeni Ana in Froga Bičigumi, druga predstava je Akisi. Obe predstavi sta v bistvu pripravljeni za knjižnice, namenjeni sta knjižnicam in sta prilagojeni knjižničnim prostorom. Sta pa primerni za otroke 1. in 2. triade osnovne šole. Če bi vas katero predstav mogoče zanimala, nam pišite, vas takoj usmerimo, se dogovorimo za termin. Zaenkrat so bile predstave v bistvu zelo dobro obiskane. Potem imamo devarne večere v VVK knjigarni v Šiški na Runkovi 2.
Tukaj vidite, se pogovarjamo s prevajalko Vesno Veliko-Motilica, prevajalko knjige Prikrito. Imamo tudi razpis za izvirni slovenski risoroman vsako leto. Če poznate koga, ko ima kaj domače rečeno v pacu, pa ne ve, kam naj pošlje, do konca februarja še lahko pošlje k nam. Potem izberemo knjigo, ki jo bomo izdali v naslednjem koledarskem letu. Na tak način smo na primer izbrali tudi Tika Mihe Hančiča in Rama Cunte. In potem še kot dodatek trudimo se, da bi se v bistvu področje stripa pri nas profesionaliziralo, v bistvu še bolj, predvsem da bi opolnomočili avtorje in avtorice, zato smo organizirali tudi debato v slovenski stripovski terminologiji, kjer so sodelovali Veronika Rod-Gabrovec, Katja Štesel, Kozma Ahačič, Žiga Valetič in Ciril Horjak. Torej kot nek doprinos k razvoju same zvrsti in podzvrsti pri nas. To je bilo z moje strani to, hodila sem se nekako ohraniti vse skupaj malo bolj jedrnato. Če ima pa kdo kakršnokoli vprašanje, pa izvoli. Ja, kolikih pa vseeno približno nameravate letos izdati? Med 11 in 13. Tak ballpark, prek palca vam povedala, zato ker pri eni še nismo čisto 100%, tudi odvisno je, letos je spet 4-letno sofinanciranje strani JAK-a, ne vemo, koliko bomo dobili, in je tudi odvisno od tega, koliko bomo delali ponatisov, naprimer Ariola, nam prvi 4 deli, vse prva 2 nam že nekaj časa manjkata, 3., 4. sta se tudi stekla, radi bi te knjige ponatisnili, predvsem za nove mlade bralce. In v bistvu, ja, odvisno predvsem od financ. Tika 2, kdaj prihaja letos? Vsa vprašanja glede Tika 2, prosim, naslovite na glavno uredništvo, jaz se bom pa sam nasmejala. Hvala.